Razdeljenih je bilo 79 glasovnic. Oddanih je bilo 79 glasovnic. Neveljavni sta bili 2 glasovnici. Veljavnih je bilo 77 glasovnic. Za je glasovalo 48 poslancev, proti je glasovalo 29 poslancev. Na podlagi izida glasovanja je Zoran Stevanović z večino glasov vseh poslancev izvoljen za predsednika Državnega zbora. Novo izvoljenemu predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije Zoranu Stevanoviću čestitam in mu želim veliko uspeha pri opravljanju dolžnosti. Predsednika Zorana Stevanovića prosim, da nagovori Državni zbor. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, cenjene državljanke, cenjeni državljani Republike Slovenije. Najprej hvala. Hvala za izkazano zaupanje, ampak ne kot formalnost, ampak kot nekaj, kar nosi težo. Težo trenutka, v katerem smo. Težo časa, v katerem se od politike ne pričakuje več samo odločitev, ampak tudi smer in predvsem odgovornost. Funkcija predsednika Državnega zbora ni samo protokolarna. Je simbol in danes v času, ko živimo v močno razdeljeni družbi, v času globalnih napetosti, vojen, negotovosti, draginje in pa strahu za prihodnost, ta simbol pomeni nekaj več. Pomeni priložnost in hkrati dolžnost, da postanemo most, ne zid. Prevečkrat smo v zadnjih letih videli, kako hitro se lahko zgradijo zidovi. Med ljudmi, med regijami, nažalost tudi med političnimi tabori. Zidovi so enostavni, mostovi so težki. A prav zato so vredni. Danes prevzemam funkcijo predsednika Državnega zbora z jasnim zavedanjem, da ta dvorana ni prostor, kjer zmagujejo posamezniki ali stranke. To je prostor, kjer mora zmagovati Slovenija. In Slovenija ni ideologija, Slovenija ni samo ideja, Slovenija so ljudje. Ljudje, ki so nas poslali sem, ljudje, ki so nam dali mandat, ljudje, ki od nas ne pričakujejo popolnosti, pričakujejo pa poštenost. Ne pričakujejo čudežev, pričakujejo pa trud. In predvsem pričakujejo, da jih ne pozabimo takoj potem, ko se zaprejo volišča. Zato naj danes jasno povem, moč v tej državi ne pripada nam. Moč pripada ljudem. Mi smo tukaj zato, ker so nam oni zaupali. In to zaupanje ni samoumevno, je posojilo. In kot vsako posojilo ga je treba vračati. Vračati z delom, z odgovornostjo, z besedo, ki velja. Če želimo vrniti zaupanje v politiko, moramo začeti pri osnovah. Pri spoštovanju, pri poslušanju, pri zavedanju, da nihče od nas nima monopola nad resnico. Politika prihodnosti ne more biti politika izključevanja, ne more biti politika etiketiranja, delitev in nenehnega ustvarjanja sovražnikov. To je pot, ki vodi v slepo ulico. Pot, ki jo moramo danes ubrati, je drugačna. Je pot povezovanja, pot transparentnosti, pot odgovornosti. To ne pomeni, da se bomo vedno vsi strinjali, nasprotno, razlike so bistvo demokracije. Razlika je med tem, da se ne strinjamo in tem, da se ne spoštujemo. Prvo nas krepi, drugo nas pa razkraja. In kot predsednik Državnega zbora bom naredil vse, da bo ta prostor dialoga. Prostor, kjer se sliši argument, ne pa glasnost. Prostor, kjer se išče rešitev, ne pa krivca. In predvsem prostor, kjer se nikoli ne pozabi, komu ta institucija pravzaprav služi. Velikokrat v politiki slišimo, če se ljudje ne razumejo. Redkeje pa si priznamo, da mi pogosto ne poslušamo dovolj. Če želimo to spremeniti, moramo narediti korak nazaj in potem 2 koraka naprej. Mi v Stranki Resnice imamo en rek oziroma neko načelo. Nič o kmetu brez kmeta. To ni samo slogan, to je načelo. In to načelo mora postati širše. Nič o ljudeh brez ljudi.
Ne o delavcu brez delavca, ne o podjetniku brez podjetnika, ne o upokojencu brez upokojenca, ne o mladih brez mladega človeka. In če želimo sprejemati dobre odločitve, morajo biti ljudje del tega procesa. Ja, ampak ne sam na dan volitev, ampak vsak dan. Ker demokracija ni dogodek, je proces. In ta proces mora biti odprt, pregleden in vključujoč. Danes stojimo na točki, ko se svet res hitro spreminja. Geopolitične napetosti, gospodarske negotovosti, energetski izzivi, vprašanja varnosti in prihodnosti. Vse to vpliva tudi na nas in na Slovenijo. V takšnem času si majhna država, kot je Slovenija, ne more privoščiti razkošja notranjih razdorov. Naša moč ni v številu, naša moč je v enotnosti. Ne enotnosti v mnenjih, ampak enotnosti v cilju. Da Slovenija ostane varna, stabilna in pravična država, država, kjer ima vsak človek občutek, da nekaj šteje, da ni pozabljen in predvsem, da ni samo številka. Naša naloga je, da ustvarimo pogoje, v katerih bodo ljudje lahko dostojno živeli, da bodo mladi videli prihodnost tukaj, da bodo starejši imeli občutek varnosti, da bodo podjetniki lahko ustvarjali, da bodo delavci za svoje delo pošteno plačani in da bo država delovala. Ne kot aparat, ampak dejansko kot skupnost. Zato danes ne govorim o velikih besedah. Govorim o preprostih stvareh, ki smo jih morda v zadnjih letih dejansko pozabili. O spoštovanju, o odgovornosti, o besedi, ki nekaj velja, o politiki, ki ni sama sebi namen. Če bomo to znali vrniti, potem bomo naredili več kot karkoli s katerimkoli zakonom. Spoštovani, pred nami je mandat, ki ne bo lahek, a nikoli ni bilo lahko graditi nečesa, kar je vredno. Vprašanje pa ni, a bo to težko. Vprašanje je, a bomo znali stopati korak više od vsakodnevnih delitev. Ali bomo znali, ko bo potrebno dati državo pred stranko, ljudi pred točke, prihodnost pred trenutni aplavz. To je preizkus, ki nas zdaj čaka. In to je odgovornost, ki jo tudi jaz danes brez lažne skromnosti sprejemam. Kot predsednik Državnega zbora bom skrbel, da bo delo potekalo po pravilih, da bo spoštovan red, da bo vsak imel možnost povedati svoje. A hkrati bom vedno znova spomnil na nekaj, kar je pomembneje od vsakega poslovnika, da smo tukaj zaradi ljudi in da bomo nekoč vsak od nas stali pred njimi in ne pred kamerami. Takrat ne bodo šteli govori, štela bodo dejanja. Zato si želim, da bomo čez čas lahko rekli, da smo znali stopiti skupaj, ko je bilo to najbolj potrebno, da smo znali poslušati in da smo znali delati. Če nam to uspe, potem bo Slovenija država, na katero bo ponosen vsak njen prebivalec. Mogoče ne popolna, ampak poštena. Ne brez težav, ampak definitivno z jasno smerjo. Država, kjer ljudje verjamejo, da politika dela zanje in ne obratno. In to je edini naš cilj in to je obljuba, ki jo danes dajem, pa ne kot posameznik, ampak samo kot eden izmed vas. Hvala še enkrat in srečno Slovenija. Gospodu predsedniku se zahvaljujem za njegove besede in ga vabim, da zasede mesto predsedujočega na seji. Spoštovane poslanke in poslanci, preostane mi le še, da zaključim prvo sejo Državnega zbora. Obveščam vas, da bomo čez 5 minut naprej v dvorani, nato pa še na stopnišču opravili skupinsko fotografiranje. Poslanke in poslance, ki trenutno niso v dvorani, prosim, da se nam pridružijo. Po skupinskem fotografiranju pa poslanke in poslance vabim na sprejem v preddverje velike dvorane. Lep večer še naprej.